V Slovenski škofovski zvezi smo prisluhnili finančnim težavam, ki jih imajo ljudje danes in se odločili, da v vseh slovenskih škofijah ukinemo birmanske botre, kot so to že naredile nekatere župnije v Pomurju. Vloga botra je namreč izgubila svoj namen, saj njegov smisel ni v darilu, ampak je to človek, ki ti v življenju nudi čustveno in moralno podporo. In prav tega si najbolj želijo letošnji Birmanci. A ni tako? 8 let. 8 let sem hodil k verovku sam, da bi dobil tisti skuter. Še križ sem nosil vsako nedeljo, da bo 50 kubičen in oni ukinejo botre glih tisto leto, ko bi jaz mogel imeti birmo. Mislim, če bi se hotel odreči materialnim dobrinom, bi bil, ne vem, budist, ne pa katolik. Ja, za našo trgovino je to velik šok, ne. Mislim, mi smo letos naročili 2000 skuterjev, ki tam ne čakajo, ne. Komu naj to prodam, ne? To si lahko sam birmancom prodal, ne. Sistem je bil jasen. Za prvo sveto obhajilo si dobil mobitel, zato se pa reče Galaxy SS kot sveto obhajilo, ne. Za birmo si dobil pa skuterja, ne. Mislim, zato pa so italijanske firme, Piaggio, Aprilia, Ducati, ne. Mislim, tako kot ima katoliška cerkev. Ja. V stranki slovenskih vrednot smo globoko ogorčeni nad potezo cerkve, da ukine birmanske botre. Gre za lepo slovensko tradicijo, ki je prisotna že od nekdaj. Moj dedek je imel birmanskega botra in je dobil starega Tomosa. Moj oče je imel botra in je dobil APN-ko. Jaz sem imel botra in sem dobil Vespo. In zdaj moj sin ne bo deležen te krščanske tradicije. Prostite. Odkar so ukinili botre, smo zabeležili velik upad registracij koles z motorjem, prav tako ni kandidatov za vozniški izpit kategorije AM. Ko k temu dodamo še zmanjšano število prekrškov, ki bi jih taki vozniki zagotovo storili, lahko izračunamo, da bo državni proračun oškodovan za okrog 15 milijonov evrov. Mislim pa, da sploh ne govorimo o DDV-ju, ko ga država ne odobila, zaradi tega, ker noben ne okupoval skuterjev, ne. Mislim, to so milijoni. Da so oškodovali otroke, to bi lahko še pozabili. Da so oškodovali proračun, naš ljubi, nedolžen proračun, tega ne moramo pozabiti. Obstaja samo ena rešitev, da se vključi cerkev v novo davčno zakonodajo in da sama pokrije minus, ki ga je ustvarila. Ker smo prejeli obvestilo z Fursa, da bo naša dejavnost odslej obdavčena in ker je iz nekega razloga 90% otrok se izpisalo z verouka, smo se odločili, da vrnemo birmanske botre. Težko bomo imeli birmo, če ne bo nobenega za birmat, pa nobenega profita. Hvala Bogu! Veseli me, da ves moj trud ni bil za manj. Komaj čakam, da prejmem svoj sveti zakrament, to sem hotel reči. Zdaj pa grem, se mi mudi v šolo. Čakaj, a si peš? Ja. Zdaj to lahko jaz zapilem, svojo Vespo. Vi imate Vespo? Ja, še od birme. Greva. Blagor enim. Če si srečen in če srečo rad bi še delil z nekom, če si srečen, daj že klikni ta subscribe. Subscribe!